Mi pa gremo zdaj v omaro, ne? V omaro, da vidimo, kaj je Luka tudi pija. A je bila pija tudi? Pija je bila, mislim, da za kamero. Ja. Kamermanka pija. Žurnalistka. Ja, dobro, dajmo pogledati, v kaj se je Luka oblekel. Še nek rok je tam, ampak nek rok, ki je bolj definiran od našega. Ja, no, dobro, pustimo to. Zakaj moraš to izpostavljati? Ne vem, Maša. Čisto lahko bi rekel, sam pojmo posnetek. Ne, zdaj pa, bolj definiran rok. To je bil hec. Vse je v redu. Gremo si. Ni bil hec, no pa se je bolj definiran. Sam ne vem, zakaj moramo to izpostavljati, Maša. Pojmo posnetek, pojmo noter. Ja, gremo noter. Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Zopet smo v trgovini Omara pri naših starih prijateljih, dobrih prijateljih in tokrat govorimo o moški modi. Zdaj, prejšnjič smo si že ogledali našega Roka, ki sta ga Tina in Ksenija opremili v tak modern outfit, moram reči, zelo eleganten. Danes pa malce drugače, pa si kar poglejmo, kaj sta za nas Tina in Ksenija pripravili in v kaj sta oblekli Roka. Rok, lepo pozdravljen, Tina, pozdravljena. Tako, kako imamo pa danes Roka oblečenega? Kot smo že prejšnjič govorili, Rok pač ima malo bolj definirano postavo, si potem lahko tudi malo več privošči. Definitivno. Sem spadajo recimo tudi srajčke pač z nižjim izrezom, oprijete, telirane, krajši sukniči, elastični, udobni, predvsem in pa džins, zdaj bo poletje, poudarek na strganem džinsu, krajši, bolj oprijet model, zelo prodajen, naše stranke ga imajo zelo rade. Tako da to so, se pravi, neki trendi, neke želje, to se nekako pri nam dosti prodaja, ker pač... Kaj pa pas? Nima pasa, a ga ne rab na takem outfitu pasa? Tukaj ga ne potrebuje, zato ker je v bistvu zraven ukomponirana tudi tale ketnica, tako da pa razni dodatki, džins je strgan, tako da v bistvu ga ne potrebuje, ker je pač tak bolj model že sam poseben. Tina, a je pas zdaj v bistvu bolj kot modni dodatek? Ker se mi zdi, da hlače zdaj nam bolj stojijo, kot so stale včasih. Včasih se rabo pas, da ti hlače niso dol padle. A so pa sobi postali skoraj da bolj modni dodatek? So, definitivno. Velikokrat se v bistvu pas poveže celoten styling, recimo barva pasu, recimo in barva čevljev, tako da pa seveda pač pas v bistvu v njegova uporabnost, tako da ni nujno, da je pas. Tina, s čem si pa ti opremila Roka? Tole vidim, da prejšnjič smo videli zlato pa oniks, če se ne motim, tokrat pa? No, tokrat pa mi Rok izgleda kot... Izvoli kar na tole stran, takole. Mislim, da ga lahko direkt v Monako, na kakšno lepo, ogromno jahto in temu primerno sem mu dala tudi nakit. Tale moja zapestnica je ravno ime Monako. Freja Lupo, prva moška kolekcija. Prva moška kolekcija Lupo in je takole iz oniksa, tudi ta, takole na magnet. Potem zraven sem mu dala verižico, to je Lucky Vegas, ko ima tako kocko na koncu, da prinaša srečo in pa še eno takole malo debelejšo ketno. To sem pa dobila inspiracijo na Kubi. Sprav tak kubanskega stila ketna. Tako, ja. Jaz se zelo rada potujem, tako da sem v bistvu vseh teh 8 let nekako zbirala vse tise iz različnih krajev in zato pač je tako tudi nastala, bom rekla, ta kolekcija nova za moške. Rok, se tebi zdi, da kockaš s tem outfitom? Jaz mislim, da je zelo dobro, da ste se obe zelo potrudili, tako bom rekel. Pohvale. Tina, povej mi si še, kaj pa vse nosi Rok to? Iz kje je recimo ta suknič? Je to kakšen poseben kroj? Kako se pravilno reče takemu sukniču? Se pravim, nekako v naši trgovini
ne boste našli nekih klasičnih stvari, smo pač znani, da imamo majčko bolj posebne stvari, tako da, oziroma če že imamo kakšne klasične stvari, jih potem kombiniramo s kakšnimi posebnimi kosi, da v bistvu potem ne izpade to tako klasično. Je pa v bistvu večina stvari v naši trgovini italijanskega porekla, se pravi italijanski modni oblikovalci. Sì, ma che bello ragazzo. Ja, Rok definitivno je tak tip, ki zna to našo modo zelo dobro nositi. Kaj pa je to, iz česa pa je to bombaž? Ampak to so v bistvu materiali elastični, zato da v bistvu se pač moški počutijo udobne, moškim. Bom rekla na splošno, dosti pomeni, da se počutijo udobne, da jih te materiali ne vežejo. Po drugi strani je pa še vedno v bistvu moda, ta oversize moda, se pravi bolj ohlapne hlače, begi hlače, ohlapne daljše majčke, to je v bistvu pastelne mogoče barve, tudi vzorčaste srajčke, ne samo, bom rekla, te enobarvne, pač odvisno od želja. Imenitno, moram reči. Rok, ti se v redu počutiš? Kam bi šel ti v temu? Na poroko? Zdaj, glede na koronske čase, je bolj težko kam, tako ekstra, ampak jaz mislim, da se da vseeno pokombinirati, pa jaz pravim, nikoli ni dovolj, pa najbolj je pomembno to, da se dobro počutiš v stylingu in jaz se zelo rad vračam v omaro, ne glede na to, če je korona ali ni korona, z vidika pač, jaz pravim tudi, če si oblačila kupiš naprej, pa jih potem shraniš za posebne priložnosti, tako da jaz mislim, da je to. Da je vse na mestu. Rok je v bistvu vedno rad urejen, tako da v bistvu za njega ni problem imeti tako oblečen, ne vem, na kavo, na neko obisk ali pa na neko prireditev. V bistvu je vse to odvisno od našega pogleda, kako mi gledamo na modo in kako se mi počutimo, pač, da smo vedno urejeni, pač gremo urejeni. Ampak jaz bi še samo to dodal, jaz mislim, da vsak lahko pač tudi če v bistvu si ne upa drzniti, lahko tu najde kakšen kos, ki definitivno bi mu sedel, pa bi mu prišel prav. Moram pa še posebej pohvaliti zelo dobro osebje, ki pač zelo dobro svetuje in tudi jaz mislim, da na koncu noben ne bi šel praznih rok ven iz omare. Kako bodo lahko šli pri vsemu temu, kar se da tukaj dobiti? Ksenija, povej še ti mi, jaz sem pazil že prejšnjič, ko smo gledali Roka, da ima v bistvu ves nakit na kožo. A se more tvoj nakit nositi na kožo, ali ga imamo lahko naprimer tudi čez srajco? Kako je zdaj pa v bistvu sploh modno z nakitom? A lahko moški nosimo tako nakit, naprimer, kakor ima Tina svojo ogrlico, nekako, vse je ogrlica to, ne? Taka posebna vidim, ki je naprimer čez srajco, a lahko tudi moški tako nosimo? Vsekakor. Moj nakit se lahko nosi ravno tako na golo kožo ali čez srajco ali morda tudi čez rekalc. Lahko se pa tudi naredi, recimo, tukaj imamo verižico, je tudi obstaja enako zapestnica, lahko se jih pač skupaj združi in se potem dobi, tako bom rekla, malo daljšo verižico, tako da se lahko pač različno pokombinira. Tako da za vsakega se v omari nekaj najde, stylingi za vse priložnosti. Moda je pač taka dan danes, da se pač vse stvari več ali manj lahko kombinirajo. Letos recimo je tudi ena taka podarek na trenirkah, katere lahko kombinirate s sukničem, imate recimo zgornji del trenirke s kapuco in potem si obličete zraven sukničo, zelo lepo in modno izpade, tako da je v bistvu lahko zelo sproščeno izpade, lahko pa izpade tako športno, elegantno, kar je v bistvu tudi super, si vedno urejen in greš lahko kamorkoli. Jaz sem rekel, suknička ima veliko žepov, kaj je vedno prostor, kaj je noter, ne pa smemo pa preveč, ne. To pa ni lepo, če se vidi, da je žep preveč napolnen. Seveda, ni več to, ne izpade tako elegantno, tako da pasljivo. Po nasvet, najbolje, da kar pridete po nasvet, seble v omaro, Tina vas bo rade volje sprejela, Ksenija pa skrbi, da boste tudi z nakitom lepi in urejeni. Freja Lupo in trgovina Omara za vaš styling poskrbita, da boste vsi lahko tako šik, kakor je Rok.
Rok, kaj si ti odpravljaš na kakšno jahto, kam greš? Zdaj trenutno grem kar na fitness. Kar na fitness, tudi to je treba vzdrževati. No, za zdravje pa v trgovini Omara ne morejo poskrbeti. Če pa ste zdravi, se boste pa definitivno še bolje počutili v njihovih stylingih, oblačilih in pa seveda Freja Lupo na kitu. Glejte nas še naprej, mi smo TV Ljubljana, se javljamo iz Omare z Freja Lupo na kitom, ne javljamo se pa zadnjič. Stanite z nami, se gledamo.